Na sporedu je sklop, ki smo ga poimenovali oblikovanje zgodovinskega spomina v Sloveniji. Zaradi sprememb smo morali nekoliko spremeniti razpored. Tako da v tem sklopu bodo nastopili Barbara Zalar, akademik Milče Komelj in Ivo Jevnikar. Tako da prosim še gospoda Jevnikarja in gospoda Komelja, da zasedeta svoje mesti tukaj ob meni, da bomo kar vsi skupaj. Najprej pa bo nastopila Barbara Zalar, ki je kustosinja v Muzeju slovenske osamosvojitve. Danes pa bo govorila o Jožetu Pučniku na fotografijah Naceta Bizilja in Joca Žnidaršiča. Barbara, izvoli. Lepo pozdravljeni. V svojem referatu bom poskušala predstaviti del fotografij Jožeta Pučnika, ki jih najdemo v fondu fotoreporterja Dnevnika Naceta Bizilja in pa v fondu fotoreporterja Dela Joca Žnidaršiča. Oba fotoreporterja sta bila tudi urednika fotografije in sta tako poleg odgovornih urednikov imela odločilno besedo pri tem, katere dogodke se bo fotografiralo in katere fotografije se bo v časopisu tudi objavilo. Za analizo teh dveh fondov sem se odločila zato, ker del svojega strokovnega usposabljanja opravljam v Muzeju novejše zgodovine Slovenije pod mentorstvom Irene Uršič, ki je tudi skrbnica obeh fondov. Sama sem sodelovala pri njuni dokumentaciji, tako da prav zaradi tega sem jo tudi izbrala. Zdaj, najprej sem želela, svoje analize sem se lotila na način, da sem izbrala najpomembnejše dogodke, pri katerih je sodeloval doktor Pučnik. Časovno sem se zamejila na leto od leta 1989, torej od ustanovitve Socialdemokratske zveze Slovenije pa do konca leta 1991, ko je bil sestanek sveta Demosa v Doljskem. Tako, nabralo se je 16 dogodkov. Zdaj dve tabeli sta. Ena je za Joca Žnidaršiča, druga za Naceta Bizilja. Kar je napisano z odebeljenim tiskom, to pomeni, da je fotoreporter na dogodku bil prisoten in ga je fotografiral. Modra barva pomeni, torej, da je na njegovih fotografijah tudi doktor Pučnik. Rdeča barva pa pomeni, da doktorja Pučnika, čeprav na dogodku je bil prisoten, ni na fotografijah Bizilja ali pa Žnidaršiča. Tako čist za oris, se pravi od 16 dogodkov je pri Bizilju doktor Pučnik prisoten na fotografijah z 9 dogodkov, medtem ko pri Jocu Žnidaršiču na fotografijah z 6 dogodkov. Sporedno sem potem pregledala tudi novice o teh dogodkih v Dnevniku in Delu. Pogledala sem, ali je bila fotografija dogodka objavljena, kakšno fotografijo so izbrali. Hkrati pa sem tudi pri pregledovanju fondov poskušala ugotoviti, kdaj se doktor Pučnik pojavi na fotografijah Bizilja in kdaj na fotografijah Žnidaršiča. Torej, če začnemo s prvimi fotografijami doktorja Pučnika pri Bizilju, to je bilo v novembru 1989 na 13. kongresu Zveze socialistične mladine Slovenije v Portorožu, ki je potekal pod geslom Za svobodo mislečega sveta. Torej, nekaj dni pozneje ga Bizilj fotografira na tradicionalnem srečanju slovenskih novinarjev v Žalcu, kjer se je udeležil razprave o sredstvih obveščanja, kako naj sredstva obveščanja delujejo v pogojih političnega pluralizma. Torej, v razpravi je doktor Pučnik tudi aktivno sodeloval. Dnevnik je objavil fotoreportažo tega dogodka, torej srečanja novinarjev, in na eni izmed fotografij je tudi doktor Pučnik. Podnapis k fotografiji ga predstavi kot predstavnika ene izmed zvez.
Sklepam pa, da je to fotografijo posnel Jože Suhadolnik, ki je tudi objavljen pod fotoreportažo, saj te fotografije nisem našla v fondu Joca Žnidaršiča. Pardon, Naceta Bizilja, ker to gre za dnevnik. Zdaj, če grem naprej. Torej, največ Pučnikovih fotografij sta oba fotoreporterja posnela v predvolilnem času, torej marca in aprila leta 90. In v tem času se tudi Pučnik prvič pojavi na fotografijah Joca Žnidaršiča. Tukaj so 3 fotografije z tiskovne konference Demosa. Torej, ta konferenca je bila organizirana 9. januarja 90, takoj dan potem, ko je predsednik skupščine Miran Potrč tudi razpisal volitve. Na konferenci so predstavili kandidata za predsednika predsedstva, torej doktorja Pučnika, in pa kandidate za člane predsedstva. Na konferenci je doktor Pučnik ocenil aprilske volitve ne le za politični, ampak tudi za kulturni premik v slovenskem prostoru. No, predstavniki Demosa so med drugim tudi izpostavili, da bodo poskušali pridobiti čim več prostora v medijih, ki jim do tedaj niso bili ravno naklonjeni, se pa, po njihovem mnenju, razmere v zadnjem času spreminjajo. Konferenca je bila, če sklepamo po fotografijah, tudi dobro obiskana s strani predstavnikov sedme sile. In prišla je tudi na prvo stran tako dnevnika, torej novica o tej konferenci je prišla na prvo stran dnevnika. V fondu sem našla original fotografijo. In tudi na prvo stran Dela. S tem, da Delo je objavilo fotografijo Zorana Vogrinčiča, kajti Joca Žnidaršiča na samem dogodku ni bilo prisotnega. Kar je z rumeno teksta označenega pri novicah, to sem izpostavila tiste dele, ki so se mi zdeli mogoče, če jih preberete, malo bolj zanimivi, bo še naprej nekaj takih odlomkov. Tako. Zdaj, obdobje pred aprilskimi volitvami je bilo za doktorja Pučnika izjemno naporno. V intervjuju z Ljerko Bizilj z 8. februarja 1991 je omenil, da je bil predvolilni boj marsičem neprijeten, mučen, obremenjen z mnogimi čustvi, tudi deloma z osebno prizadetostjo ter s klevetami tega ali onega. V sobotni prilogi Dela z dne 24. marca leta 90 so bile volitve za predsednika predsedstva označene kot simbolni boj, prek katerega skušajo glavni politični bloki na Slovenskem personificirati svoj program. Zato ne preseneča, da je zanje vladalo tudi veliko medijsko zanimanje. 12. marca leta 90 je bila organizirana prva televizijska predstavitev predsedniških kandidatov. Tukaj lahko na diapozitivu vidite dala sem kar celotna filma, in sicer posnetki, ki sta jih napravila Bizilj in Žnidaršič pred samim snemanjem oddaje. Žnidaršič je predvsem fotografiral rokovanje 3 predsedniških kandidatov oziroma Krambergerja in Kučana. Doktorja Demšarja na tej oddaji ni bilo prisotnega. Medtem ko je Joco Žnidaršič fotografiral, zelo zanimivo, začel je v maski, oziroma že prej, je v maski fotografiral Krambergerja in Pučnika, potem pa tudi rokovanje vseh 3, pa nekaj posnetkov je tudi iz same oddaje. Rdeče označena posnetka sta bila potem izbrana za objavo v časopisu. Kar naprej pokazala torej novice. Tako, tole je posnetek Bizilja, ki je bil objavljen na prvi strani dnevnika, torej rokovanje Kučana in Krambergerja. Podoben prizor je na prvi strani, torej takoj po snemanju oddaje naslednji dan objavilo tudi Delo, s tem, da to je posnetek Srdžana Živulovića, medtem ko je posnetek Joca Žnidaršiča, torej doktor Pučnik v maski, bil objavljen dan po prvem krogu volitev, torej 9. aprila leta 90, in sicer zanimivim podnapisom.
Tudi doktor Pučnik ni bil dovolj dober za predkamere. Malce so ga napudrali, mu uredili lasišče, nato pa ga spustili pred radovedne Slovence, ki so se pred TV ekrani odločali, kateremu kandidatu bodo dali glas. Zdaj pa, če gremo naprej na drugi krog volitev. Torej, na dan volitev, tako 8. aprila kot 22. aprila, sta oba fotoreporterja na volišču fotografirala Kučana, medtem ko so volišče na Črešnjevcu, kjer je volil doktor Pučnik, pokrili drugi fotoreporterji. Tako da v teh fondih fotografij z volišča ni. Je pa Bizilj po prvem krogu volitev fotografira, to smo zdaj še na prvem krogu, se opravičujem. Torej, fotografiranje rokovanja obeh kandidatov, ki sta še ostala v igri za predsedniško mesto, je ujel v objektiv Bizilj. Delo je pa podoben prizor z druge perspektive tudi objavilo, ampak to je pa fotografija Zorana Vogrinčiča. Sta bili pa obe ti dve fotografiji objavljeni torej 10. aprila leta 90, 2 dni po volitvah. Podnapise, tiste, ki so se mi zdeli zanimivi, sem tudi potem dala še dodatno v okvir. Zdaj pa, če gremo naprej na drugi krog volitev, to so pa fotografije drugega kroga. In sicer Joco Žnidaršič je popoldanskem, najverjetneje v večernem času fotografiral tudi doktorja Pučnika, in sicer na sredini so posnetki iz tega dne, ki jih je napravil, in sicer gre za posnetke iz, lahko bi rekli, volilnega štaba doktorja Pučnika v prostorih Nove revije, kjer so čakali na rezultate. Potem pa je doktorja Pučnika ujel tudi med dajanjem izjave za televizijo v preddverju skupščine, torej takoj pred tiskovno konferenco, ki sta jo imela oba s Kučanom. Kar se tiče samega rokovanja, torej ko je doktor Pučnik čestital Kučanu ob izvolitvi, sta ga ujela oba fotografa, tako Bizilj kot Žnidaršič, s tem, da Biziljeve fotografije tega rokovanja niso bile objavljene. Delo je pa objavilo kar 2 prizora. Torej, kaj gre zdaj? Ena fotografija je bila objavljena 23. aprila, druga pa potem 24. aprila. Kar se tiče te fotografije 24. aprila, ima zelo zanimiv podnapis, in sicer: po volilnem boju 6. si pogledala v oči. Ko sem malo brskala po časopisih, sem ugotovila, da je za ta podnapis potrebno poznati tudi predzgodbo, in sicer nanaša se na predvolilno soočenje Pučnika in Kučana, ki je potekalo v prostorih časopisne hiše Delo in je bilo objavljeno v sobotni prilogi Dela 16. aprila leta 90. Na vprašanje voditelja soočenja Janka Lorencija glede osebne napetosti med njima je Pučnik odgovoril: razlike v stališčih seveda so. Drugačen je način gledanja, različna je najina geneza in nov je tudi položaj v zadnjih letih. Te razlike je treba jasno izražati, važno pa je, da ostanemo v splošnih okvirih vljudnosti in politične kulture. Kučan je na to odgovoril, da si lahko tudi po volitvah še pogledamo v oči. Sledi potem dotaknila sem se tudi enega izmed medijsko, takrat v tem medvolilnem času enega izmed medijsko najbolj izpostavljenih dogodkov, in sicer velikonočno kosilo, na katerega je Ivan Kramberger 15. aprila leta 90 povabil vse svoje predsedniške, kako bi rekla, protikandidate, oziroma vsi predsedniški kandidati so se vabilu odzvali. Dogodek je potekal v prijetnem, po fotografijah sodeč prijetnem, prijateljskem vzdušju, oziroma vsaj tako je po fotografijah vidno, veliko so se pa smejali, nasmehov takih in drugačnih. Fotografirala sta ga oba ta dogodek, tako Bizilj kot Žnidaršič, in v njunih fondih je shranjena obsežna fotodokumentacija tega dogodka.
Dnevnik je objavil 4 fotografije Bizilja, torej z tega dogodka, medtem ko je Delo objavilo fotografije drugih fotoreporterjev. Zdaj še naprej. Torej, novicam je bilo pridanega sorazmerno veliko število fotografij je bilo dodanih novicam o tem dogodku. Sklepam, da mogoče zaradi tega, ker se samega vzdušja oziroma dogodka z besedami ni dalo opisati, torej treba ga je bilo podkrepiti s fotografijami. Je pa zanimivo, da sta tako Dnevnik kot Delo za svojo objavo izbrala približno podobne prizore, torej vsi kandidati za mizo, pa kandidati zunaj, ko so najverjetneje pozirali fotoreporterjem, torej njihovo rokovanje, in pa seveda vožnja s slavnim Bugatijem Ivana Krambergerja. Dnevnik je objavil fotografijo Pučnika v Bugatiju, medtem ko v Delu je v Bugatiju sedel Milan Kučan. Torej, ko so se volitve zaključile, se je tudi pojavljanje doktorja Pučnika na fotografijah Bizilja in Žnidaršiča zmanjšalo. Lahko bi rekla, da mogoče, torej v tem času doktor Pučnik ni bil delegat skupščini, niti ni imel neke vidnejše državniške funkcije, tako da bi lahko rekli, da fotoreporterjema ga ni bilo treba fotografirati po službeni dolžnosti. Potem pa se je začel ta plebiscitni čas. Gotovo zelo pomemben je datum 6. december leta 1990, ko je bil v skupščini sprejet zakon o plebiscitu, in potem, torej po sprejetju tega zakona, so potem predstavniki političnih strank in pa poslanskih skupin tudi podpisali sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu. Dogodek sta fotografirala oba, tako Žnidaršič kot Bizilj, vendar pa Delo ni objavilo fotografije tega dogodka, jo je pa zato objavil Dnevnik, in sicer za objavo so izbrali to fotografijo. Jaz sem šla po posnetkih z tega dogodka pri Bizilju pogledati, koliko posnetkov je napravil. Napravil je 37 posnetkov tega dogodka. Na 26 posnetkih je prisoten tudi doktor Pučnik, vendar je Dnevnik za objavo izbral enega izmed posnetkov, na katerem doktorja Pučnika ni. Tako, zdaj izbrala sem pa tudi nekaj posnetkov, kjer pa doktor Pučnik je, torej da boste videli čisto za primerjavo, kakšni so potem še ostali posnetki, a ne, samega dogodka. Se opravičujem, malo počasi nalaga. Tako, zdaj smo pa že na 26. decembru, torej ko so v skupščini razglasili rezultate plebiscita. Na tem dogodku je bil prisoten tudi doktor Pučnik, in sicer Dnevnik je objavil fotografijo Naceta Bizilja, torej na prvi strani 2 fotografiji, in na eni od teh fotografij z rdečo označen je tudi doktor Pučnik. Ga pa sicer ni zapisanega v besedilu novice, kjer so našteti torej bolj eminentni povabljenci na to sejo. On je bil tudi eden izmed povabljencev, saj takrat ni bil delegat, ni bil v skupščini. Medtem ko Delo je objavilo pa fotografijo Igorja Modica, in če dobro pogledate, vidite, da je fotografija se zaključi glih nekje tam, kjer sedi doktor Rupel, poleg njega, torej sedel pa doktor Pučnik, a ne. In zdaj meni se čisto, nisem imela dostopa do original fotografije in se mi je zdelo čisto zanimivo, se mi je pojavilo vprašanje, zdaj ali je bila originalna fotografija že tako posneta ali pa so jo obrezali torej za potrebe objave. Sledil je potem 25. junij, ko je bil ob sprejetju osamosvojitvenih aktov v skupščini, je bil prisoten tudi doktor Pučnik. Omenjen je bil tudi to, kar je z rumeno označeno, omenjen je bil tudi v sami novici,
torej da je dobil častno mesto v prvi vrsti, vendar dejansko, kot vidite na eni izmed fotografij rdeč krogec, je sedel tako v prvi vrsti, ampak bolj ob strani, tako da dejansko ga tudi ni na veliko fotografijah tega dogodka. In tudi, kar so bile objavljene fotografije, so bile objavljene te, na katerih doktorja Pučnika ni. Pregled teh dogodkov pa zaključujem s sestankom sveta Demosa v Doljskem, ki je torej odnesel koalicijo Demos. Na dogodku je bil prisoten Nace Bizilj, je fotografiral tudi samo dogajanje pred sestankom. Torej ta fotografija rokovanja doktorja Rupla in Peterleta je bila objavljena na prvi strani Dnevnika pod novico. Spodnjo fotografijo je objavilo Delo, fotografiral je Marjan Zaplatil, kajti Joca Žnidaršiča tukaj ni bilo prisotnega. Potem sem pa dala zraven še, sem izbrala eno fotografijo, kako so torej notri na tem sestanku Demosa tudi sedeli. Doktor Pučnik je označen torej z rdečim krogcem. Čisto tako sem potem rekla, da bom še pregledala po novicah na prvih straneh, katere izmed teh dogodkov, ki sem jih pregledala, so se znašli na prvi strani tako Dnevnika kot Dela. Ugotovila sem, da so objavili na prvi strani identične dogodke, torej 10 dogodkov. Pogledala sem, ali je bila dogodku priložena fotografija, potem, ali je bil doktor Pučnik na fotografiji prisoten, pa kateri izmed fotoreporterjev je fotografijo tudi prispeval. Tako da tukaj lahko vidite, kaj sem ugotovila. To je čisto za oris. V glavnem, čisto za zaključek, pa še za pregled fotografij sem izbrala 16 ključnih dogodkov v politični karieri doktorja Pučnika v obdobju od leta 1989 do 1991. Kot sem že omenila, Nace Bizilj je fotografiral doktorja Pučnika na 9 dogodkih, medtem ko Joco Žnidaršič ga je fotografiral na 6 dogodkih, torej manj kot polovico. Po pregledu fotografij sem prišla do zaključka, da je v obeh fondih obseg fotografij, na katerih se pojavlja doktor Pučnik, relativno majhen v primerjavi z njegovo vlogo, ki jo je imel v obdobju osamosvajanja Slovenije. Poudariti želim, da je to moja subjektivna ocena. Za mogoče bolj realno oceno oziroma bolj poglobljen pogled to bi morali preveriti medijsko pokritost ostalih takratnih vidnejših politikov. Lahko pa bi se tudi zamejili recimo na čas volitev leta 90, pa bi pogledali recimo, koliko so bili medijsko pokriti vsi 4 predsedniški kandidati. Torej največ Pučnikovih fotografij se pojavlja v času kandidature za predsednika predsedstva, medtem ko je v obdobju osamosvajanja Slovenije pri obeh fotografih nekako spregledan. Presenetilo me je, da ga ne Bizilj, ne Žnidaršič nista fotografirala na dan plebiscita 23. decembra 1990, čeprav je bil eden izmed ključnih akterjev izvedbe plebiscita. Pojavlja se vprašanje, ali sta ga fotoreporterja spregledala namenoma, da bi mogoče s tem na nek način zmanjšala pomen njegovega doprinosa k osamosvojitvi, ali pa je do tega prišlo zato, ker sta več pozornosti namenila politikom na vidnejših državniških funkcijah. Kljub temu pa sta oba fonda gotovo nepogrešljiv vir pri sestavljanju fotodokumentacije vezane na doktorja Pučnika, saj vključujeta fotografije nekaterih najbolj ključnih trenutkov v njegovi politični karieri. Tako, kratek oris. Najlepša hvala.